Dobar dan vsem. Govorimo zdaj o treh Keplerjevih zakonih, ki zadevajo gibanje planetov okoli Sonca. Torej, prvi zakon pravi to. Planeti se gibljajo po eliptičnih tirnicah, torej tirnica je elipsa, kjer Sonce je v enem od dveh gorišč elipse, gorišče ali fokus elipse. Torej, elipsa ima veliko polos A in malo polos B, to bomo še govorili potem. Je važno, da opazim to. Je res, da planeti se gibljajo po elipsah, vendar te elipse v primeru planetov našega Sončja so zelo blizu krožnicam. So krožnice, ki so zelo malo sploščene. Ja, drugi zakon, kaj pravi? Zvezdnica med planetom in Soncem zariše v enakih časih enake ploščine. Kaj to pomeni? Tukaj na moj risbi sem hotel ponazoriti, da ta ploščina ne bi bila enaka tej. Torej, planet potrebuje isti čas, da naredi to pot, ali da naredi to pot. Torej, tukaj je hitrejši kot tu blizu Sonca, je hitrejši kot pa daleč od Sonca, prav, ker tukaj naredi večjo pot kot tukaj. Ja, torej, kako naj bi se gibal? Nekako tako. Tretji zakon pravi, za vsak planet je razmerje med kubom velike polosi, torej to, in razmerje med kubom velike polosi in kvadratom obhodnega časa je ena konstanta. Ta obhodni čas je čas, ki ga potrebuje planet, da enkrat obkroži Sonce. Ja, ena konstanta. Sedaj, skušamo malo boljše razumeti ta tretji Keplerjev zakon, s tem, zato, da ne bo pretežko računanje, da malo poenostavimo, namesto elipse vzamemo krožnico. Ampak napaka ni prav velika, ker sem rekel prej, da te elipse v bistvu so zelo blizu krožnicam. Torej, namesto imeti veliko polos, imamo en polmerene krožnice. Sonce je v središču. Ja, torej, zdaj, kaj lahko napišemo? Napišemo tukaj privlačno silo med Soncem in planetom. Gravitacijska konstanta krat masa Sonca krat masa planeta ulomljeno razdalja na drugo. In čemu je enako to? To je privlačna sila. Sila, vemo, da je masa krat pospešek. Torej, tukaj tisto telo, ki se giblje, je planet, damo maso planeta krat pospešek. Kateri pospešek? Bi morali pogledati pri formulah enakomernega kroženja, kolikšen je pospešek pri enakomernem kroženju. Je prav enak temu v na drugo ulomljeno r. V je hitrost, s katero se giblje po tirnici. Torej, v na drugo ulomljeno r. To je pospešek pri enakomernem kroženju. Zdaj, masa planeta tukaj se krajša. In še, moramo rabiti še eno formulo enakomernega kroženja, čemu je enak ta v, hitrost, je 2x krat p ulomljeno ta obhodni čas. Zdaj, ni da ta formula je kaj čudnega, to je precej jasno, zakaj velja ta formula. V bistvu vam poveda, hitrost je pot ulomljeno čas. Če to je r, 2x krat p je prav obseg kroga, je dolžina tirnice, ki jo prehodi planet v enem letu. V enem obhodu ulomljeno prav obhodni čas, čas, ki ga potrebuje za to, da naredi to pot. Sedaj, tukaj g krat m ulomljeno r na drugo, tukaj v na drugo ulomljeno r napišem kot ena ulomljeno r krat v na drugo in torej namesto v na drugo dam ta izraz na drugo. Malo obrnem tudi vrstni red, 4pi na drugo, r na drugo, ulomljeno t na drugo. Sedaj ta r se krajša tukaj z drugo potenco. Kaj smo iskali? Mi iščemo to razmerje. Sedaj namesto a bomo imeli r, ker smo poenostavili, da je krožnica. Torej, iščemo r na tretjo, ulomljeno t na drugo. Tukaj imamo že ulomljeno t na drugo. Sedaj množimo s tem r na drugo. Torej, tukaj stane g krat m.
tukaj 4pi na drugo, r krat r na drugo je r na tretjo. Ulomljeno t na drugo smo skoraj, ker smo iskali to, sedaj delimo 4pi na drugo, torej smo dobili prvo iskano razmerje, r na tretjo ulomljeno t na drugo je g krat m ulomljeno 4pi na drugo, smo dobili vrednost konstante, ampak ponovim še zadnjič, s tem, da smo malo poenostavili, namesto elipse smo vzeli krožnico. Ko v bistvu morate rešiti eno vajo s tem, ni treba, da zdaj greste računati to konstanto na ta način, ker je dovolj, da primerjate podatke planeta tukaj, ki vas zanima, s tistimi od Zemlje, ki jih poznamo. Znamo, kolikšen je obhodni čas Zemlje, eno leto, in kolikšna je razdalja, to lahko poiščete, razdalja, recimo, več kot razdalja, velika polos elipse, ki se nanaša na Zemljo, gibanje Zemlje okoli Sonca. Tisto je približno 150 milijonov kilometrov. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.